Danes v novicah med drugim naložbeno pestro poletje v novomeški bolnišnici, ureditev Moletove hiše in jedra Šmarjete, DRPD zbira šolske potrebščine. Lep pozdrav! V novomeški splošni bolnišnici so to poletje sredi pospešenih vlaganj v infrastrukturo. Tako počasi končujejo energetsko obnovo ginekološke stavbe ter obeh gradičev, Mostec in Kamen. Gre za 10-milijonsko naložbo bolnišnice v sofinanciranju z Evropsko unijo in državo. Dela naj bi po besedah direktorice Milene Kramer-Zupan dokončali do začetka oktobra. Drugi večji sklop je intenzivna izgradnja, smo ravno v fazi regijske negovalne bolnišnice. Gre za projekt tudi 10 oziroma skoraj 11 milijonov vredne investicije, ki se pretežno financira iz sredstev Evropske unije, iz načrta za okrevanje. Prispevata pa tudi država in bolnišnica. Naj povem, da gre za izjemno zahteven projekt, ker je stavba spomeniško zaščitena na eni strani, na drugi strani pa tudi zaradi dodatne statične ojačanosti in pa protipotresne varnosti zelo zahtevna gradnja. Ko gre za kulturne spomenike, seveda nad naložbami vselej bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Imamo stare objekte in noter seveda se umešča infrastruktura, ki mora seveda zagotavljati sodobno funkcioniranje teh objektov. Negovalno bolnišnico naj bi uredili do konca prihodnjega leta. V bolnišnici naj bi bilo 65 postelj za negovalne bolnike, torej negovalna bolnišnica, to je postbolnišnično zdravljenje in pa tudi paliativno, nekaj postelj za paliativo. Za celo regijo izjemno potrebna investicija. Predvsem v današnjih razmerah, ko se prebivalstvo stara. Domovi za ostarele pa so bodisi polni, bodisi nimajo dovolj osebja. Ostajamo pri novih pridobitvah. V marsikateri lokalni skupnosti so se v teh dneh razveselili pozitivnih sklepov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o sofinanciranju vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo. Med njimi je tudi občina Šmarješke Toplice. Da bo slednja, ki je na razpisu kandidirala s projektom temeljite prenove Moletove hiše v jedru Šmarjete, med prejemnicami nepovratnih sredstev je bilo nakazano že ob nedavnem obisku gospodarskega ministra Matjaža Hana. Smo seveda zelo veseli, da smo pridobili evropska sredstva v višini 328 000 evrov. Dodali bomo še okrog 150 000 evrov iz lastnega proračuna in prenovili bomo Moletovo hišo in s tem, bom rekel, zaokrožili to centralno turistično ponudbo v samem jedru Šmarjete. Objekt, v katerem bodo ob tamkajšnjem zavodu za turizem, kulturo in šport, manjši trgovini z lokalnimi izdelki, domovanje našli tudi šmarješki vinogradniki in podeželske žene, bo v nadaljevanju treba še opremiti, sama prenova pa naj bi potekala sočasno s celovitim infrastrukturnim urejanjem jedra Šmarjete. Za opremo se bomo prijavili še na en drug razpis v okviru CLLD inštrumenta. Sicer pa prenova cele Šmarjete bo znašala nekje okrog 1,5 milijona evrov, tako da kar velik zalogaj za našo občino. Gradbeno dovoljenje za omenjeno naložbo je občina že pridobila, čakajo pa tudi na priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev. Razpis za izbor izvajalca bo šel ven v septembru, tako da računamo nekje v novembru podpisati pogodbo z izvajalcem, potem pa glede na to, da imamo na nekaj projektih še pričakujemo odobritev dodatnih evropskih sredstev, tega je tudi odvisno, kdaj bomo štartali s projektom. Šmarjeta bo torej v relativno kratkem času bogatejša za kar nekaj pomembnih pridobitev. Lahko rečem, da v naslednjem letu bomo imeli ob koncu naslednjega leta zagotovo že trgovski center tukaj, Moletovo hišo prenovljeno in pa
prenovljeno cel center, celo jedro Šmarjete. Ki bo ob kakovostnih vsebinah v Moletovi hiši in na izviru cvička gotovo še privlačnejši za obiskovalce. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so julija izvedli že 20. otroški svet, mesec dni ustvarjalnih delavnic za otroke. Zdaj pa so z mislimi in dejanji že pri novi akciji, zbiranju šolskih potrebščin. Čez slab mesec bodo v novo šolsko leto vstopili tudi vsi trije njihovi dnevni centri za otroke. Na Rozmanovi ulici ter v romskih naseljih Brezje in Jedinščica, v katerih otrokom nudijo dodatno učno pomoč s poudarkom na učenju slovenskega jezika. Naše dnevne centre dnevno obiskuje več kot 300 otrok. In za te otroke vemo, kakšna finančna stiska predstavlja začetek novega šolskega leta, pa tudi med letom. Zbiramo šolske potrebščine, vsak dan jih lahko dobri ljudje prinesejo na sedež našega društva na Novem trgu 9 v Novem mestu. Donacije dobrih ljudi sprejemajo vsak delovnik med 8 in 16 uro. Ponje lahko pridajo tudi na dom, če jim pišete po elektronski pošti. Zbiramo pa praktično vse, predvsem zvezke vseh oblik, velikosti, karjeraste, brezčrtne, kolaž papir, puščice, barvice, tudi šolske torbe, mogoče ne toliko kot prejšnja leta, vsaj tako s terena. Obenem se priporočajo za kakšen rabljen prenosnik ali tablico. Njihova vrata so odprta za vse otroke, ki potrebujejo učno pomoč. Je pa res, da v našem dnevnem centru, sploh tu na Rozmanovi ulici, je večina otrok iz priseljenskih družin. Torej, to so otroci, ki tudi doma ne dobijo pomoč, ker mogoče niti starši še ne znajo dovolj dobro jezika. Tako da je velik poudarek na učenju slovenščine. Odziv na akcijo v minulih letih je bil lep in si ga želijo tudi letos, ko bodo potrebe vsekakor še večje, dodaja. Tudi zaradi nedavnih poplav. V Posavju so najbolj prizadele Loče pri Dobovi, kjer je v teh dneh verjetno najbolj nepriljubljena žival riba zvezdogled. Je namreč eden izmed razlogov, zakaj okoljske organizacije nasprotujejo izgradnji zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Podali smo se na področje, kjer naj bi ga poznali, pa je temu res tako? Na spletni strani Krajinskega parka Kolpa je zapisano, da zvezdogled naseljuje hitre vode Lipanskega pasu in pasu Mrene, pa tudi manjše ter večje vodne tokove z jasno, čisto vodo, obogateno s kisikom. Prav tako je izredno občutljiv na okoljsko onesnaževanje. Ne, to ime mi sploh ni znam. Enako vprašanje zastavimo dolgoletnemu ribiču in nekdanjemu ribiškemu čuvaju. Jaz slišim to, ko se zdaj pogovarjajo glede o teh zvezdogledov, ampak kaj se mi ribiči med sabo pogovarjamo, noben je niti videl ni, lahko da doslišal, ampak noben videl niti ujel ne. Noben od starejših sovaščanov, od ribičev, od tistih, ki tukaj živimo, je niti ni slišal, niti videl za to ribo. Tako da nam je zelo čudno za te naravovarstveniki, ki se na to ribo zgovarjajo, da se glih na to ribo zgovarja. Imamo platice, imamo some, imamo ne vem še kjere vrste, da ne bom kjero fulov. V glavnem ta zvezdogled pa noben ga ne pozna. Ribiška družina Brežice naj bi bila bogata z ribami, saj se njihovo območje napaja iz reke Donave. Imamo zelo lepih rib, od podoste, platice, somov, divjih krapov, oziroma vseh rib imamo. Zelo smo bogati z ribami. Ločani seveda proti živalim nimajo popolnoma nič. Mi živimo z naravo, pač tudi hranimo živali, ampak je pa čudno, da so zaščitene živali in pač ene stvari, človeško življenje, pa človeške premoženja, pa nihče ne ščiti, pač smo prepuščeni sami sebi. Ob zadnjih poplavah so naravovarstveniki poudarjali, kako že desetletja opozarjajo, da je potrebno izgraditi protipoplavne zaščite, da pa hidroelektrarne v občinah Sevnica in Krško na poplavljanje nimajo nobenega vpliva.
Vsekakor pa jaz mislim, da bi bilo čas, da bi enkrat tudi njih nekdo pozval na odgovornost, kajti dejansko s tem delajo ogromno škodo občina, predvsem pa našim prebivalcem, ki so še vedno nezaščiteni in ki bojo imeli tako materialno kot tudi psihično precejšno škodo narejeno za temi poplavami. Tisti svetujemo, da bi mogoče v tem času, ko so vode prišli sem, pa bi videli, kako to ljudje trpijo in kako se bojijo za svoje imetje, za svoje preživetje celo. No? Naravnih nesreč namreč ne bo konec. Moram še to poudariti, da to ni vprašanje, ali se bo še kdaj to zgodilo ali ne. Vemo, podnebne spremembe so tu in samo vprašanje časa je, kdaj se bo zopet taka zadeva ponovila. In upam, da bo do takrat že zgrajena tako hidroelektrarna Mokrice z vso protipoplavno infrastrukturo. Na potezi glede hidroelektrarne Mokrice sta trenutno okoljsko in Ministrstvo za naravne vire. No, na koncu se vrnimo k našemu zvezdogledu. Glede na to, da najstarejši vaščan Loč zanj v teh krajih še ni slišal, smo o tej mistični ribi poprašali še loškega palčka, ki naj bi v teh krajih živel več stoletij, a nam razen svojega ribnika ni razkril ničesar. Po lanski zgodovinsko uspešni sezoni za rokometaše novomeške Krke, ko so si s 4. mestom prvič priigrali tudi nastopanje v Evropi, so igralci in trenerski štab že začeli s pripravami na novo sezono. Njihovi cilji so znova visoki. Krkaši bodo skupno odigrali 10 pripravljalnih tekem. Prvič bodo nastopili tudi v evropskem tekmovanju, kjer jim je žreb namenil nasprotnika iz Estonije. Daleč iz tega logističnega aspekta je zelo komplicirano najti karte, letalske, direktnih letov, verjamem, da sploh ni. Tako da veliko energije tudi bomo uporabili, ko bomo šli v Estonijo. Tako da z tega aspekta nisem zadovoljen. Z tega tekmovalnega mislim, da smo blagi favoriti. V klubu je 5 novincev, med njimi tudi Aljaž Lavrič, otrok Krke, ki se je v rodno Novo mesto vrnil po 6 sezonah igranja v tujini. Dejstvo je, da je bila Krka zelo zainteresirana za moj prihod, tako da smo se v bistvu zelo hitro in zelo korektno dogovorili. Ambicije so pa sigurno visoke. No? Pač sreči, vesel sem, da bom lahko igral v Evropi, pač kot prva Krkina generacija. No? Pa tudi v domači ligi bi si želel ponoviti tale uspeh 4. mesta. Mlada zasedba Krke, v kateri je Lavrič drugi najstarejši, obljublja atraktivno in borbeno igro, ki bo zanimiva tudi za gledalce. Fante večinoma poznam, tako da se počutim zelo v redu. No? Tele, ki so prišli od zunaj, se mi zdi, da so se zelo dobro integrirali. Počasi se še spoznavamo, tepamo na terenu, izven terena, ampak mislim, da bo vse na svoje mesto, ko bo čas za to. Načrtov pred novo sezono ne skrivajo. Generalno je neki cilj, da ponovimo sezonu v rezultatskem smislu. Če bi bili 4, bi bili zadovoljni. Ampak zdaj že čutimo, da smo sposobni mogoče da naredimo nekaj več. Mogoče ne rezultatski, ampak da premagamo enkrat ali Celje, ali Trimo, ali Velenje. Ne? Tako da mislim, da ta ekipa zdaj je v tem smislu bolj blizu tem trem. Nova sezona v najelitnejšem slovenskem rokometnem tekmovanju se začne drugi vikend v septembru. Naše današnje novice pa so končane. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!